Tukaj vidimo primer plesni na krompirju. Letos je bilo vreme ekstremno deževno, posebej v maju, juniju, in plesen, kot vidimo, se je hitro razširila po krompirju. Tukaj pa je na žalost na tem vrtu poleg krompirja posajen še paradižnik in znaki krompirjeve plesni na listih so že opazni. V takem primeru treba nujno izrezati vse liste, se pravi izrežemo do zdravega, očistimo rastlino. Na splošno je paradižnik še v dobrem stanju, listi v zgornji površini so v redu, no tukaj pa že vidimo znake nove okužbe, tako da vse plesnive liste enostavno izrežemo. Opazili pa smo tukaj še nekaj, predvsem na steblu paradižnika, tam kjer je steblo paradižnika tudi okuženo s krompirjevo plesnijo, pravzaprav treba vse izrezati in potem se rastlina lahko obraste. Nekoliko boljše je na tej rastlini, kjer je ta okužba treba izrezati. Tukaj vidimo pa manjšo okužbo čisto na steblu, tako pa lahko kar z nožem ali s kakšnim ostrim predmetom postrgamo, lahko porabimo tudi skalpel, potem pa seveda rastlino poškropimo z bakrom. Z bakrom je dobro škropiti, to pa zato, da rastlino razkužimo, in to škropivo dajemo v tem času prednost pred domačimi pripravki. Drugače, ko je rastlina suha, ko je vreme suho in ni dežja, pa škropimo tudi sodo bikarbono, lahko žajbeljevim čajem, timijanovim čajem, rmanovim čajem, ampak zdaj z bakrom v presledku 5 dni in to 3-krat zapored.